Nekdo je že poklical reševalce in policiste, tukaj so že prvi na kraju dogodka, policisti na motorjih. Policisti na motorjih se seveda najprej prepričajo, kakšno je stanje ponesrečenca, se z njim pogovorijo, če je seveda pri zavesti. Vprašajo, kaj ga boli, kaj čuti, kaj ne čuti in seveda zavarujejo kraj dogodka nesreče. Še dodatno, to če smo mi postavili kakšen trikotnik, policisti še dodatno zavarujejo kraj nesreče. Sedaj se pogovarjata s ponesrečencem, ga sprašujeta, kakšno je njegovo stanje. Seveda tudi one dva informirata ostale, ki prihajajo na kraj dogodka. Tukaj je še ena policijska enota. Kot vidimo, so policisti najhitrejši, najhitreje pridejo na kraj dogodka. Najverjetneje so bili ravno v bližini. Čakamo pa seveda še reševalce in gasilce, brez katerih ne gre. V bistvu so gasilci tisti najbolj pomembni za začetek reševanja, saj morajo rezati ponesrečenca iz avtomobila. Ne vem, če bo to v tem primeru nujno lahko, da so se vrata tako zataknila, da se jih ne da odpreti. Pa seveda narediti vse, da se ponesrečenca čim lepše dobi ven iz vozila. Na kraju dogodka so že reševalci, medicinska pomoč. Tudi oni se bodo najprej prepričali, kaj je s poškodovancem, zlezli v avto, ga bliže pogledali. Res ni smisel tako nasmejani, da ne boste mislili. Kaj je vaša naloga v tem primeru? Vaša naloga?
Policisti so največkrat pokrvili na kraj dogodka. No, sedaj bomo nesrečenca končno vzeli ven iz vozila. Vozite potem, ko je še 25 minut nesreče, kjer je ga zelo hude, ker je treba po svoj nesrečenca res ven iz vozila. No, pravi seveda rahlo je. Reševalci in gasilci ga sedaj jemljejo ven. Zgodbe so drugače zelo resne. Sedaj bodo zdaj vzirali na dozir. Da se ne bo mogel premikati. Tudi da ga bodo peljali z rešilcem. Da ne bodo kakšno premikati. Povedal še, ki zavesti seveda lahko bo in kaj ga bojo, kega bili včasih presrečene seveda ni pri zavesti, takrat je biti zelo plazljiv in bolje veš, kaj je s tem narobe. Tako da ima samo zbudno nogo, ampak vse da treba ravnati, tako da je z njim najhuje, se pravi, tako da je poškodba hrbtenice ali še kaj hujšega. Mogoče kakšne notranje, ker nikoli se ne ve, dokler ne pride v bolnico in dokler se ga ne slika in dokler ga dodatno ne pregledamo, ne vemo, kaj je z njim narobe in se moramo seveda vprašati, kako je z njim najhuje.